Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši petkovi virtualni kavi Coffee to Connect. Zdi se, da je danes skoraj zadnji dan, ko so številni ljudje doma, zato ker se v ponedeljek v šole vračajo nekateri učenci in otroci v vrtce, tako da se bodo lahko na delo vrnili tudi njihovi starši. O načinih vračanja na delo in o posledicah epidemije na gospodarstvo smo v naših virtualnih kavah že govorili. Danes pa se bomo posvetili otrokom, šolam in pa učinkih, ki jih je imela epidemija na naše najmlajše. V naši družbi tako danes pozdravljam docentko doktorico Katarino Habe, docentko za področje obče psihologije na oddelku za glasbeno pedagogiko na Akademiji za glasbo in pa magistra Gregorja Udovča, ravnatelja osnovne šole Veliki Gaber. Dobro jutro obema in dobrodošla v naši družbi. Preden začnemo, vse naše poslušalce vabim tudi, da lahko med pogovorom postavljate vprašanja, na katera bosta gosta z veseljem odgovorila. Pa Gregor, začnemo kar z vami. Povejte nam, kaj se danes dogaja pri vas v šoli, kako se pripravljate na vrnitev v šolske klopi? Gregor, na mute ste. Super. Lepo pozdravljeni. Mi smo danes že navsezgodaj seveda prišli v šolo in danes se predvsem ukvarjamo z tehnično pripravo prostorov in polepimo vse plakate in navodila po šoli in pred šolo in na vhode in seveda se ukvarjamo s tehničnimi preprekami v kuhinji in tako naprej. Hkrati pa pripravljamo sistem skupaj s strokovnimi delavci, kako bo potekal sploh pouk prihodnji teden, predvsem ta izmenjava otrok s starši, prihod v šolo, gibanje po šoli in tako naprej. A nam lahko mogoče na kratko opišete, kakšna priporočila ste dobili za odprtje šol? Ja, zdaj, priporočila so takšna, kakršne ste slišali po medijih, da moramo otroke deliti v skupine do 15 otrok. To seveda v večini primerov je bilo potrebno storiti, ker so oddelki običajno večji od 15, tako da smo najprej mogli te otroke razdeliti. Potem skupine, zadnje navodilo je bilo v sredo zvečer, kar nam je olajšalo delo, da lahko skupine v podaljšanem bivanju in v jutranjem varstvu združujemo, ker brez tega v bistvu ne bi mogli sploh izpeljati pouka. Vse ostalo bo pa zelo življenjsko. Na začetku smo pričakovali pred tednom, ko se je vse skupaj to začelo, da bo zelo neživljenjsko, zdaj pa na koncu, ko smo danes dajali zadnje informacije in detajle, pa vidimo, da le ne bo tako življenjsko. Razen neživljenjska vidna stvar ta, da bo razred pač ločen v dve skupini. Vse ostalo bo pa običajno potekalo kot običajen dan delovni. Super. Katarina, kako bi pa mogoče vi svetovali učiteljem, pa tudi vzgojiteljem, naj se pripravijo na ponovno srečanje z otroki? Kako naj jim olajšajo to vrnitev, ki bo sigurno drugačna kot recimo vrnitev po poletnih počitnicah? Zagotovo bo drugačna. Predvsem je treba odkrito in iskreno komunicirati. Ves čas pa jaz poudarjam, da znotraj vseh okvirov je pomemben odnos. In v Sloveniji imamo srečo. Mi imamo res izjemne učitelje, vzgojitelje, tako srčne ljudi. Še včasih, ko sem poučevala v Mariboru na pedagoški fakulteti, sem rekla svojim študentom predšolske pedagogike in razrednega pouka, sem rekla, da sem hvaležna, da v ta poklic vstopajo ljudje, ki imajo toliko srca na pravem mestu. In to, da izhajajo iz sebe in iz tega, kar je bilo že povedano, iz tega zdravega razuma, zdrave pameti, kaj je možno pri teh otrocih, česa so sposobni, to je prvo vodilo. In tudi veliko prilagodljivosti, veliko ravnati po svoji lastni intuiciji, ker ta čas nas uči, kako ustvarjalno pristopati k reševanju problemov. Dostikrat se bomo še soočili s vprašanjem, na katerega ne bomo imeli odgovor, ampak bomo iskali sproti najboljše rešitve. To se mi zdi, sproti iskati najboljše rešitve, z otroki pa skomunicirati z veliko mero ljubezni, občutka varnosti in podpore
In kot jaz slišim strani vzgojiteljev in učiteljev, mislim, da ne bo nobenega problema s tem. Kakšna pa je ta v bistvu potreba po čustveni bližini in mogoče kako zdaj otrokom približati ta drugačen način vedenja, ki bo vseeno potreben, da se ne bojo počutili, da je, kakor da se jim nekaj prepoveduje oziroma da se jih nekako omejuje. Gre za to, kaj je otroku naravno. Otroku je objem naraven. In če ima otrok stisko, jaz zelo dvomim, ne glede na vsa priporočila, če bo otrok jokal, ko bo prišel po tolikem času v vrtec, v šolo, ker bo imel stisko, bo vsak učitelj in vzgojitelj srčno ravnal tako, da bo tega otroka objel. Zato, ker ljudje nismo samo materialna bitja, ljudje smo celostna bitja in to je otrokom še najbolj dano. Oni so še v skladu sami s sabo, da je še združeno fizično, čustveno, miselno in duhovno. Zato je treba otroku dati vso čustveno podporo, pa če morda tudi prestopimo kakšen okvir. Gregor, vi ste tudi v bistvu ravnatelj vrtca. Pa nam povejte še, kako pa v vrtcu potekajo priprave, kako boste se v vrtcu prilagodili. V medijih smo v zadnjih dneh zasledili ogromno nekih informacij, od tega, da se otroci ne bojo smeli igrati na igralih, da ne bojo smeli deliti igrač, da bo treba vzdrževati razdaljo. Kako boste to zagotovili oziroma kako naporno bo to za te najmanjše otroke? Ja, zdaj, pri nas, mi smo na deželi, in je mogoče ta sreča, da igrišča že tako in tako veliko ne uporabljamo pa igrala. Večini so naši otroci v gozdu, tako da jih odpeljemo v gozd in tudi to bomo zdaj počeli. Tako da iz tega vidika tudi za nas ne bo nobena nova stvar. Kar se tiče dela v igralnicah, je problem spet ta, da smo mogli otroke ločiti po skupinah. Na srečo so zdaj zadnje 2 dni, odkar je ministrstvo reklo, da od vrtca ne bo treba staršem plačati, tisti, ki bo imeli otroke doma, kar nekaj staršev odjavilo prihod otroka, tako da bomo zdaj bistveno manj imeli, kot je bilo najav v ponedeljek, tako da bomo lahko dejansko speljali v enakih skupinah, kot smo imeli do zdaj, tako da teh sprememb ne bo. Kar se tiče pa igrač, je spremljal samo ta, da v doma ne bojo nosili, pa vse te plišaste igrače bomo iz igralnic odstranili, kar je pa trdih igrač, večina imamo pri nas lesene, jih bomo hranili in jaz tudi mislim, da jih bojo čisto otroci delili, tako kot običajno in da s tem ne bomo komplicirali. Mogoče bomo kdaj večkrat pobrisali tisto igračo, oziroma ob koncu dneva, to je pa tudi vseeno. Se pravi, se boste vsi trudili, da bo to vseeno čim bolj človeško in otrokom prijazno, ne? Zdaj pa me zanima, otroci so bili v bistvu doma več kot 2 meseca. A pričakujete, da bo potrebno določeno uvajanje, ponovno uvajanje na šolski red, pa na vrtčevski red? Zdaj, na sam šolski red jaz mislim, da ne bo težav. Zato, ker so bili otroci in učitelji že ves čas zelo v stiku. In ta stik ni bil prekinjen. Tako da jaz mislim, da ne bo nekih pretiranih težav. Tudi s tem, kar ste prej omenjali, da se mora nek nov način vedenja navaditi zaradi odnosa do virusa. Jaz mislim, da so v teh 2 mesecih doma že kar navadila, ljudi z maskami, ljudi z rokavicami, z skoževanjem tega in tako naprej. Tako da to otroci poznajo in to za njih ne bo čist nekaj novega. Zdaj, kar se tiče pa vrtca, pa pričakujemo večjo težavo, ker tukaj pa dejansko 2 meseca niso bili v stiku z vzgojitelji. Vemo, da pri manjših otrocih 2 meseca pri razvoju veliko pomeni, in otroci živijo v zelo različnih razmerah, nekateri tudi zelo neprimernih, in verjamemo, da bo pa tam v prihodu nazaj podobno kot pri uvajanju v vrtec. Jaz bi mogoče tukaj rada omenila, da bi si želela, da takrat, ko se postavljajo neki ukrepi na nivoju države, da se res vedno povabi stroko, en tim, interdisciplinarni tim strokovnjakov, ki bojo našli najboljše rešitve, ker postaviti ukrepe, ki niso realni, ki niso življenjski in ki otrokom nikakor niso naravni, zakaj to početi? Jaz enostavno ne morem tega razumeti. Mi imamo ogromno strokovnjakov, ogromno neverjetno modrih ljudi in se mi zdi, da bi bilo potrebno takšne ukrepe postaviti v skladu s tem, z njimi, z enim
timom takšnih strokovnjakov, da bi lahko potem precej lažje udejanjili vse te korake ponovnega uvajanja v neko vrtčevsko šolsko okolje, ne pa da se potem vsak pri sebi nekako sooča s svojimi strahovi kot starš, učitelji se soočajo s svojimi strahovi, stroka opozarja, kaj se gremo, saj to sploh ni normalno, ti od otroka na tej razvojni ravni ne moreš pričakovati takšnih oblik vedenja. In se mi zdi, da če bi delovali malo bolj sinergično in malo bolj v smislu prepletanja različnih profilov strokovnjakov, modrih ljudi, ki delujejo tudi v praksi, bi mislim, da lažje našli dobre rešitve in bi nam bil ta korak morda malo lažji. Brina, nismo Pardon, se slišali. opravičujem. Otroci so bili zdaj doma več kot 2 meseca, predvsem v družbi svojih staršev. A mislite, da je to ta izolacija in da niso bili v stiku s svojimi vrstniki, da je to pustilo na njih kakšne dolgotrajnejše posledice? Otroci so precej bolj trpežna bitja, kot mi mislimo, da so. Iz vsake situacije, pa naj bo še tako težka, se naučijo nekih novih vrednot, če so jim te podane na prav način. Tako da dajmo izhajati iz tega, kaj jih je ta čas naučil. Ne to, kaj bo za njih primanjkljaj. Poglejmo, kaj so se v tem času naučili. Naučili so se, kako pomembna vrednota je, da smo veliko v naravi. Naučili smo se, kako pomembna vrednota je, da smo dovolj časa z družino. Vse ostalo lahko nadoknadimo. Ja, ta prehod druženja z vrstniki bo za nekatere predstavljal problem, ampak vse je to samo stvar čustveno-socialnega učenja, nič drugega, ne. Sprejeti moramo to, kar imamo, ne tisti, kaj bo zdaj to predstavljalo, bojo to travme ali bojo problemi. To trenutno imamo in zdaj spet, kako s tem ravnati, da bojo iz tega postala ena taka celostna bitja, opremljena tudi z orodji za soočanje in spoprijemanje s frustracijami. Ti naši otroci so bili vrženi v to, a ne. Morda mi nikoli tako kot oni, a ne. In so mogli v teh malih glavcah precej več razmišljati o negativnih stvareh, o zunanjem svetu. Ampak spet jaz ne vidim v tem toliko negativnih stvari, če imajo ob tem razmišljanju, ob tem svojem doživljanju in čutenju podporo, da lahko iz tega zrastejo in se okrepijo. Tako da vidim, zdaj bo dobrodošlo, da se bojo spet družili. Otroci so pogrešali družbo, tudi tisti najbolj introvertirani potrebujejo socializacijo, tako da jaz mislim, da bo vse šlo s pravo podporo staršev, učiteljev, vodstva šol in seveda skupaj v sodelovanju z otroki. Super. Gregor, kako se pa mogoče pri vas pripravljate? A imate kakšno oziroma pomoč za otroke, ko se bojo vrnili v šolo, če jo bojo potrebovali? Ste pripravljeni na to? Vsekakor. Moje glavno navodilo je bilo, ko smo izobraževali nadaljavo, oziroma še za tiste, ki ostajajo doma, da čim prej zaključimo z izobraževalnim delom, da ko otroci se vrnejo nazaj, bomo ves čas namenjali izključno socializaciji, druženju. In v bistvu izobraževanje bo zdaj v prvi triadi samo tistih res osnovnih stvari, ki so potrebne za naprej, to pomeni branje, pisanje, pa osnovno računanje. To bomo fokusirali, zato to pač je drill, in morajo to strenirati otroci in marsikdo doma ni imel te možnosti, to bo zdaj v šoli imeli priložnost, ves preostali čas, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in tudi med poukom, pa zunaj, druženje in igra. In to je to, kar otroci rabijo zdaj v zadnjem mesecu stika z vrstniki. Super. Zdaj se v šole vračajo prva triada, devetošolci pa maturantje, ostali pa načeloma ostajajo doma. Ampak glede na to, da je vlada ravno včeraj preklicala epidemijo, a pričakujete, da se bojo v šole vrnili tudi ostali še pred koncem poletja?
Jaz srčno upam, da bo Ministrstvo za šolstvo toliko modro, da bo reklo, tudi za 14 dni dajmo nazaj boljš kot nič. Mi ravnatelji v večini si želimo, da bi se to zgodilo že prihodnji ponedeljek, da bi vsi prišli nazaj, ampak pa so se odločili drugače. Računamo pa oziroma srčno upam, da s 1. junijem pa prihajajo vsi nazaj. Je pa seveda to odločitev Ministrstva za šolstvo. Kako pa recimo devetošolci in maturanti bodo letos tudi v bistvu imeli malo drugačen zaključek, kot so ga bili navajeni vsi ostali? A mislite, da je to za njih, mogoče Katarina, za vas vprašanje, a mislite, da je to tudi za njih kakšna posledica oziroma bojo to se počutili kako prikrajšane, ker ne bojo imeli valete pa maturantskega plesa, ali se to samo nam zdi, ker smo to dali čez, pa je neka sentimentalna vrednost v tem? Za Katarina. Aha, Katarina je očitno malo zmrznila. Pa Gregor, kar mi dva nadaljujeva. Ja, se lahko jaz odgovorim na tole, ta del. Zdaj, pri nas v bistvu jaz imam namen devetošolcem ponuditi vse to, kar so imele tudi prejšnje generacije. Tako zaključni izlet, po Sloveniji seveda, običajno smo šli v tujino za 2 dni, zdaj pač bomo po Sloveniji probali to organizirati, ker kampi se odpirajo, avtobusni prevozi bojo mogoči, tako da bomo v to varianto šli. Prav tako jim bomo omogočili tudi valeto na prostem, z lovci smo že zmenjeni, da ne bo odstopili prostor pred lovsko kočo, ki je pokrit, da bomo tam na prostem to izvedli in bomo pač upoštevali vse navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako da jaz jim skušam omogočiti zaključek čim bolj podoben prejšnjim. Tudi fotografiranje generacij bomo imeli in tako naprej, tako da ne bojo prikrajšani preveč, ker so mislim, da že v teh 2 mesecih bili prikrajšani za kar nekaj stvari. Je pa res, da so se mnogo stvari naučili. Moramo vedeti, da je to generacija, ki je imela priložnost izobraževati nadaljavo in to izkusiti še preden so prišli na faks. In tu pa, kot je gospa Katarina govorila, je to ena izmed stvari zelo pozitivnih, ki bo v življenju zelo prav in prišla. Tako da jaz tukaj vidim tudi zelo dobro platno tega. Ja, to je res, ja. V bistvu so pridobili ena čisto druga znanja, ki jih sploh niso pričakovali. Kako ste pa, Gregor, pri vas razlagali ste mi že, da ste se zelo dobro organizirali in precej digitalizirali, da vsi učitelji v bistvu z učenci sodelujejo preko teh nekih tehnoloških platform. A nam manj poveste, kako je to pri vas potekalo? Ja, zelo je potekalo hitro, na srečo. Imam kolektiv, zelo pomembno, izhodišče je zelo pomembno, da sem že prej veliko v kolektiv vlagal v smislu povezanosti, medsebojne pomoči in tako naprej. In zdaj v tej fazi je bila ta medgeneracijska solidarnost, če temu lahko rečem, še bistveno bolj pomembna, ker so mlajši učitelji priskočili na pomoč starejšim in jih IKT opismenjevali. Tako da mi smo že v bistvu prvi vikend, ko smo doma ostali, smo se čez vikend intenzivno pripravljali, tako smo s ponedeljkom že začeli s poučevanjem nadaljavo. Seveda začeti prvi teden je šlo to po elektronski pošti, med tednom smo že postavljali spletne učilnice in v drugem tednu smo že navezovali stike z učenci preko online povezav, to je bilo v začetku preko Skypa. Hkrati seveda smo mogli starše in otroke doma naučiti uporabljati te stvari, tako da so učitelji klicali domov otroke, starše in jim preko telefona razlagali, kako to vzpostaviti. Tako da smo po v bistvu 3 tednih bili že vsi razredniki so že bili v stiku, v živo s svojimi učenci. Po enem mesecu smo začeli pa že izvajati tudi predavanja v živo. Tako da zdaj po 2 mesecih v bistvu tekoče potekajo na Teamsih predavanja v živo, razredne ure, včeraj smo imeli tudi skupnost učencev nadaljavo. Tako da pri nas je v bistvu sistem izobraževanja stekel zelo gladko in učinkovito. Tudi ocenjujemo že v bistvu, ja, kar en mesec že ocenjujemo, ocene pridobivamo, ni nobenih težav, otroci so pristopili temu zelo pozitivno, zaupamo si en drugem. Tako da zaenkrat, jaz lahko rečem, imamo same pozitivne izkušnje. Me pa drug del skrbi, ki ga opažamo, v kakšnih razmerah so otroci doma. Ta vzgojni del, ki ga pa opažamo, tudi ko se z otroci v živo slišimo, pa vidimo, da ni vse tako lepo doma. In
To bojo pa posledice, ki pa jih bomo mogli odpravljati v prihodnjem šolskem letu. Ja, tle bo tudi verjetno kar še nekaj dela za tiste učence, ki imajo doma težave, ne. Kako pa recimo sodelujejo kaj pri delu nadaljavo? Zasledila sem pred kratkim v enem izmed intervjujev, ko je ena učiteljica razlagala, da na začetku je bil ta odziv zelo velik, zdaj proti koncu pa vedno bolj upada. A imate tudi vi kakšne učence, ki jih mogoče niste mogli doseči oziroma pri katerih ste izkazalo, da se zdaj več ne oglašajo oziroma več ne sodelujejo? Zdaj, mi smo v samem začetku, seveda je bila intenzivnost velika, ker so vsi pričakovali, da bomo samo 14 dni doma, ne. Potem po 14 dneh, ker je to še kar trajalo in je majčkeno dol padlo, ne. Ampak mi smo s tem stikom v živo, ne, otroke ohranjali, ne. In moje navodilo tudi kolegom je bilo, da čim se otrok ne odziva, ne, ga je treba poklicati domov, starše in njega, ne. In smo ves čas jih imeli nekako na vrvici in jih držali, ne. So sem pa tja kakšen malo odplaval, ne, in kakšen teden ni bilo na spregled, predvsem tukaj govorim o najstnikih, ne. Mislim, da tam do 5. razreda ni bil noben problem, tam bi lahko rekel 100% udeležba ves časa, ne. Pa 9. razred tudi ne. 9. razred se zaveda, da gre v srednjo šolo in da rabi znanje. In so bili tudi vsi prisotni. Tam 7. 8. razred je bilo majčkeno odklona, sem pa tja občasno, ampak smo se zelo hitro takoj nazaj poklicali, ker mi imamo tedenske sestanke s strokovnimi delavci in se pogovarjamo, pri katerem predmetu kako so otroci odzivni, in takoj, ko niso odzivni, je takoj svetovalna služba ali razrednik kontaktira domov, starša ali otroka in ga pritegne nazaj. Tako da mi na naši šoli moram reči, da v bistvu imamo 3 družine, ki so neodzivne, ampak to so pač razmere doma take, da pač ne gre. To smo že prej pričakovali, da ne bo odzivnosti, vsi ostali pa so odzivni, tako da nimamo težav. Super, odlično. Katarina, medtem se nam je nazaj pridružila. Začeli kar vse šumeti in kar računalnik se je sklopil, tako da ne vem, kakšne sile delujejo. Važno, da ste nazaj. Zdaj bomo šli pa malo tudi na vprašanja, medtem smo že dobili kar nekaj vprašanj naših poslušalcev. Jure pravi, hvala za realno, kljub temu pozitivno optimistično noto pogovora. Kako naj bomo starši vzor optimizma kljub strahovom, ki jih čutimo pred neznanim, krizo v naslednjih mesecih? Katarina, mogoče vi. Ja, jaz vedno zagovarjam iskrenost. Ko mene moj lasten otrok vpraša, mami, kako pa bo, pa jaz sem zelo pozitivno naravnana, pa rečem, veš, ne vem, bomo videli, ampak česa se pa ti veseliš? In potem gradiva na tem. In potem me vpraša, kaj pa, če ne bo tako? Pravim, veš, ko pa ne bo tako, bomo pa takrat, ko bo kakšen problem, sproti reševali. In ker vsi hočemo dobro, bomo našli rešitev. Zaupaj, da bomo našli rešitev. In tudi mene v teh časih včasih zagrab strah. Kako pa bo vse to? In moram iskreno povedati, danes zjutraj sem poklicala učiteljico, jaz imam prvošolca in osmošolca. In poklicala sem učiteljico našega prvošolca in sem rekla, a se lahko pogovoriva, da bom jaz kot mama pomirjena. In po tem pogovoru sem se res pomirila in svoje strahove odpihnila na stran in rekla, zaupam, da bo dober. V tem zaupanju drug do drugega, do tega, kar počnemo, tukaj vidim odgovor. In v tem, da če imamo strahove, da izkomuniciramo, ne da rečemo, ne, saj bo vse v redu. Ne moramo vedeti, marsikaj ne bo v redu, ampak lahko pa rečemo, ko ne bo v redu, bomo našli rešitev. To lahko rečemo. In če bomo tukaj sodelovali vsi skupaj, starši, učitelji in otroci, potem nam bo v redu. Ja, zdaj bo potrebno sodelovanje med nami vsemi, da bojo otroci nekako normalno prišli nazaj. O tem smo sicer že malo govorili, ampak še enkrat sprašujete Jure in Nina, v bistvu, kakšne posledice bo imelo za najmlajše otroke, da morajo biti oddaljeni od drugih ljudi in pa kaj za njih pomeni to, da jih ves čas učimo o tej distanci, da pač slišijo, da ni v redu, da se objameš. No? Jaz mislim, da otroci tega ne bojo zmogli upoštevati. Zato, ker to ni naravno. To je glih tako, ko bi rekel otroku, ki še ni sposoben hoditi, zdaj pa ti teč. A to gre? Ne gre.
In tako tudi otrokov način dojemanja ne seže do tja, da mu ti rečeš, ne, zdaj pa se ne smeš stisniti s svoji vzgojiteljici, zdaj pa se ti ne moreš, ne smeš pocrkljati svojim prijateljčkom. To ne gre, to ne gre. Tako da tukaj jaz računam na ta življenjski razum vzgojiteljev in učiteljev, kjer bo ta višja etična načela in srčnost premagala okvire sistema. Super, hvala za ta odgovor. Zdaj pa še, Gregor, pa gremo še malo k vam. Mateja sprašuje, da če bi imeli možnost, bi izbrali, da ne bi ocenjevali na daljavo. Kakšno se vam zdi to ocenjevanje na daljavo? Ja, zdaj, možnost načeloma smo imeli, ne, ker bi lahko zaključili na ocenah, ki smo jih že pridobili prej, ne, to ministrstvo nam je to dalo, ne, ampak v bistvu zanimivo je to, da je pa prišla pobuda iz strani otrok, ne, predvsem tistih do 5. razreda, oni si želijo povratne informacije, ne, in oni jo pač znajo, do zdaj so bili navajeni jo dobiti v neki številki, ne, in to v bistvu številko razumejo, ne. Ti, če mu rečeš, da si odlično nekaj narisal, to v bistvu veliko ne pomeni, ker je sprogramiran na številke, ne. In so si želeli ocenjevanja in kot sem rekel, pri nas je pozitiven pristop do tega, ne. Zdaj, če govorim pa pri starejših otrocih, na primer, ne, tam pa je bilo v bistvu ocenjevanje pri nekaterih, ne, tudi motivacija, da smo jih držali pri izobraževalnem sistemu, ne, ker drugače bi pač rekli, ne bi pač počeli kaj drugega in v tem času in se ne bi izobraževali, ne. Tako da pri starejših, bom rekel, je bila to neka zunanja motivacija za delo, ne. Pri nižjih razredih, pa v bistvu že potreba njihova, no, da rabijo neko povratno informacijo v obliki številke, ne. Kako pa ste izvedeli to ocenjevanje na daljavo? Kako je potekalo? Lahko mogoče kakšen primer poveste? Ja, zdaj primere imamo, ko v bistvu otrok, na primer, govorno vajo v angleščini opravi, se posname, v prejšnjem primeru je pač doma se pripravil, prišel v šolo, pa je pred tablo povedal, zdaj se pa doma posnel, ne, in je posnetek poslal učiteljici, ne, in je to ocenila. Potem so seminarske naloge, prej si pač prišel pred razred, pa si tam predstavljal, ne, zdaj se pač doma predstavljaš in se snemaš in pošlješ, ne. Potem imamo pa tukaj še v živo, preko Teamsov ocenjevanja, kjer v bistvu 4 otroci se priklopijo ob določeni uri v živo komunikacijo in potem jih učitelj sprašuje, ali pa deli naloge, otroke na list reši, pokaže list v kamero, se vidijo rešitve, potem se še malo predebatira okoli tega in to je to, ne. Saj v bistvu, veste, učitelji že dobro vemo, koliko približno otrok zna, ne. Tako da ne rabimo neke potrditve, ker moramo razumeti, da ocenjevanje, ne, je izkazovanje znanja ob trenutni uri na trenutni dan, ne, kar pa ni čisto realno znanje otroka, ne. Tako da upoštevali smo seveda tudi vse naloge, ki so jih oddajali sproti, vso delo, ki so ga opravili, ne, to smo upoštevali pri končni oceni. Tako da moje navodilo učiteljem bilo, da pri vsakem predmetu dobi otrok eno oceno izdelano na daljavo, pa kakršnakoli že oblika to bo, pač to je bila avtonomija potem učiteljev. Če bi lahko tukaj jaz nekaj dodala, pa se bolj na akademski nivo navezuje, kaj sem jaz ugotovila pri svojih študentih, da se precej bolj redno pripravljajo, ne, ker pri študentih je itak običajno tako, da imajo na koncu izpit in to je to in ne delajo sproti. Tako da sploh ne gre toliko za ocenjevanje, kot gre za to vrednotenje, kako oni napredujejo. In jaz sem lahko že sproti bolj kakovostno vrednotila njihov napredek, ker so se redno pripravljali od ure do ure in sem opazila, da je motiviranost večja, kar je en tak paradoks, ne. Oni so se veselili, oni so rekli, mi čakamo, da so ta naša torkova predavanja, ker imam res tako veliko skupino študentov, in sem videla, da so postali bolj samoiniciativni, več so tudi sami komentirali, razmišljali, naredil se je prostor tudi za tiste, ki so morda v celi skupini skriti in so lahko na ta način bolj prišli do izraza. In mi je bilo omogočeno vrednotenje preko njihovih komentarjev, to interno vrednotenje sproti, ne. In se mi zdi, da tudi tisti učitelji, ki so izvajali tudi v osnovnih šolah, več tega online poučevanja, ne samo pošiljanja nalog, da so lahko sproti spremljali, kako nekdo
sodeluje, kakšno je njegovo znanje, ker tukaj sploh ne gre samo za ocene. Gre za spremljanje napredka pri vsakem posamezniku. In ta napredek se je dal na ta način spremljati in celo je bil prednost za tiste, ki so drugače bolj sive miške, spravljeni v ozadje in na ta način so pa dobili na nek smešen način svoj prostor, no. Tako da to je spet neka stvar, ki lahko izpostavimo kot nekaj dobrega. Pa pri nas, pri ta malem, rečemo, v prvem razredu so bile krasne povratne informacije, zelo hitre strani učiteljic, na vse poslano, takoj. Tudi, kar se tiče ocenjevanja pri sinu v 8. razredu, se mi zdi, da so bile naloge precej bolj projektno zastavljene. Učitelji so bolj razmišljali, kako bojo na celosten način preverjali podano znanje, kar se mi zdi tudi pozitivno. Pa še ena stvar, ki sem jo opazila, da je bil stres ob ocenjevanju na ta način manjši, vsaj pri nas. Zaradi tega, ker drugače vem, naš starejši sin je zelo, zelo priden in od sebe zelo veliko pričakuje. Je toliko pod stresom, vsakič, a bom vprašan, ali pišemo, vsega tega je toliko več. In to se mi je zdelo pa zdaj tudi malo bolj uravnovešeno, bolj zdravo. Če bi to znali tudi kasneje, ko bomo spet v tem živem stiku, to našo lekcijo ohraniti in to vpeljati tudi naprej, se bi mi zdelo tudi zelo dobro. Ja, jaz sem prepričana, da bojo vsi učitelji tudi kakšne izkušnje, ki so jih pridobili v tem digitalnem poučevanju, prenesli v razrede v živo, no. Imamo še eno vprašanje za Gregorja, sicer je malo dolgo, ampak jaz ga bom kar prebrala. Kako se lahko recimo otroke v 4. razredu pravično oceni? Moje mnenje je, da ocenjevanje v nižjih razredih ni primerno, otroci v nižjih stopnjah rabijo pomoč staršev pri učenju, razlagi. Nekateri starši otrokom ne morejo pomagati, ker so v službi, imajo v družini 3 otroke, nimajo znanja in tu ne moreš primerjati starši, ki so na čakanju oziroma brez službe in imajo cel dan čas za otroka. Kako je tako ocenjevanje lahko pravično? Na naši šoli namreč v tem obdobju padajo enice, dvojke in otroci so še dodatno pod stresom. Kakšno je vaše mnenje glede tega? No, zdaj, moje navodilo v osnovi bilo, da ocenjujemo zelo pozitivno. Da so ocene, tako kot je pač navodilo Zavoda za šolstvo bilo, da so ocene pozitivne, ne. Tako da, če je otrok med neko oceno, vedno gremo navzgor, sploh pri tem delu nadaljavo. In če pogledam redovalnico, ravno zjutraj sem jo pogledal, kakšne so te ocene, moram reči, da so zelo dobre ocene, bolj kot če bili otroci v razredu. To pripisujem temu, da mogoče so malo kriteriji se spustili, po drugem pa tudi otroci, kot je prej gospa Katarina omenila, bistveno več delajo kot v razredu. Moramo vedeti, da so zdaj otroci pri učenju aktivni, v razredu so pogosto pasivni, doma pa res delajo. In to znanje, ki so ga zdaj pridobili, tisto, ki se je sam lotil, je bistveno bolj kvalitetno, kot tisto, ki ga je v šoli pridobiva. Tako da, kar se tiče pa tega, upravičnosti, tukaj je vedno dilema. In jaz sem vedno rekel, zaradi tega, ker ima otrok težke razmere doma, zaradi tega pač razreda ne bo ponavljal, ali pa da je bil zaradi tega frustriran. In pri nas se nič ni. Pri nas v bistvu, če otrok ocenimo, da v nekem trenutku ne zna dovolj, mu potem damo še eno priložnost, rečemo, da to pa to se še nauči, ali pa ta izdelek naredi, pa bomo potem to ocenili. In do zdaj ni bilo problemov. So vsi otroci potem ponovno možnost izkoristili in bili pozitivni. A so recimo pri vas tudi učitelji, če so zaznali, da imajo otroci težave pri delu doma, da nimajo tudi te neke podpore oziroma da se ne morejo zanesti na starše, a so se pol ti učitelji s temi otroki mogoče več ukvarjali oziroma so jim nudili še dodatno podporo pri delu od doma? Ja, mi smo že zelo hitro identificirali tiste starše oziroma tiste družine, kjer starši niso prisotni, bodisi zato, ker jih ni doma, bodisi, ker niso nikoli prisotni, in smo v bistvu vse učitelje podaljšanega bivanja razdelili na individualno pomoč. To, da so nekajkrat na teden jih klicali domov in z njimi bili na liniji in pač delali nadaljavo. In zdaj, ker 25 odpre, da lahko te pride tudi v šolo, jih bomo takoj poklicali v šolo in bomo v šoli z njimi delali. Tudi pričakujemo, da
bo 25. v naši šoli ne samo devetošolci, ampak kar nekaj tudi drugih učencev vsakodnevno prihajali v šolo in bi individualno delali z učitelji. Zato imamo učitelje dodatne strokovne pomoči, učitelje podaljšanje in svetovalno delavko, ki bo pač nudili to pomoč. Na koncu tudi jaz, ko bom utegnil. Tako da te otroke spravimo z nekim znanjem v naslednje šolsko leto. Super. Imamo tudi še en komentar naše poslušalke Mateje, ki pravi, da v osnovnih šolah veliko delajo na samopresoji in samovrednotenju v okviru formativnega spremljanja, ki se ne nujno zaključi s številko. Tako kot pravite, gospa Katarina, so ob takem delu učenci bolj samoiniciativni in odgovorni. Ja, res je. Tudi uči se jih vrednote, da ni pomemben samo rezultat, ampak je pomemben proces. In da znotraj procesa učenja mora vsak iskati svoje poti, ki ga bogatijo, ker vsakega od nas nekaj drugega zanima. In znotraj iste snovi lahko najdemo svojo pot, kaj bomo vzeli zase kot pomembno, kako bomo to navezali na svoj lasten čustven in miselni kontekst. Tako da ja, bi se zelo strinjala s to gospo, ki je to uveselila. Če jaz tukaj dodam samo, otroku ocena pomeni toliko, kolikor to pomeni staršu. In če staršem ocena ne pomeni nič, ne pomeni znanje ali pa proces, potem tudi otrok se s tem ne obremenjuje. Običajno pa se otroci obremenjujejo zaradi ocen izključno, ker se s tem obremenjujejo starši. In celotna družba, z nekimi rezultati. Kar pa ugotavljamo, da je nek sistem, ki je majčkeno zašel. Ja, da je en hec povem za vmesne. Mene moj mlajši vedno tako vpraša, no, a je to dost, a bi bilo to dobro, bi bila učiteljica zadovoljna. In jaz mu vrnem vprašanje, jaz mu rečem, a je to zate dost, si ti zadovoljen? Zato, ker se mi zdi to usmerjanje, da bo nekdo drug zadovoljen, tako v neskladju s tem, da se bomo mi razvili ena taka res celostna, zrela bitja. To je skozi prelaganje nekoga drugega, ne drug pove, ali je dosti dober, ali ni dosti dober. Ne, ti se moraš razviti v tako bitje, da boš sam pri sebi imel te kriterije, ja, to je dober. To je, zdaj podana so bila takšna in takšna navodila, a si ti uresničil takšna navodila, se ti zdi, da si ta govorni nastop izpeljal tako, da si povedal jasno, razločno, na glas, potem, da si bil v tem prepričljiv. In če otrok sam pri sebi zaključi, ja, to sem naredil, ne glede na to, da jaz kot mama rečem, mogoče, pa to bi bilo lahko še boljše, jaz se moram malo jezik ugrizniti in reči, okej, v redu. In potem sva rečemo, in ta govorni nastop sta malim poslala učiteljici in mu je tako lepo povratno informacijo poslala z vsem tem, kar je bilo odlično speljano, ampak tudi z možnostmi napredka. In on je dobil povratno informacijo, lahko se še izboljšam, sam je imel to odgovornost, da se sam odloči, ali je to dovolj dobro, ali bi bilo lahko še boljše. To odgovornost moramo otrokom privzgojiti, da so odgovorni za svoje znanje, svoje ravnanje. Tako družbo hočemo, takih ljudi, ki bojo vedeli, kaj je prav, pa kaj narobe. In bojo res delovali v skladu s sabo in v skladu z višjim dobrim, z eno celoto. Ja, res je, moramo vzgajati samostojne in odgovorne posameznike in otroke. Še eno vprašanje imam. Ministrica za šolstvo je v preteklih tednih tudi že omenila, da bo v primeru, da se pač jeseni pričakuje drugi val epidemije in da se zna zgoditi, da bo šolanje še vedno tudi jeseni potekalo kot neka kombinacija učenja v šoli in učenja od doma. Gregor, kako vi gledate na to? Ste mogoče tudi že na to kaj pripravljate ali še čakate na navodila? Kakšen je vaš pogled? Vedno moramo v obzir vzeti proti vizavi česa se borimo. Zdaj, če je ta virus smrtonosen in je škoda od njega bistveno večja, kot so posledice izobraževanja na domu, potem se mi smiselno zdi, da pač ohranimo sistem izobraževanja daljavo. Tukaj bo pač mogla stroka preceniti, kaj je bolje, oziroma kaj je bolj potrebno. Sam ocenjujem v danih razmerah, da seveda mi smo se zdaj usposobili na izobraževanje nadaljavo,
in to brez težav lahko izvedemo. Morate vedeti, da šole smo en izmed sistemov, oziroma podsistemov, ki smo zelo fleksibilni in učinkoviti in zelo se hitro prilagajamo kakršnikoli situaciji, ker se moramo, ker na drugi strani imamo človeška bitja, ki prihajajo v naše ustanove in so vsak dan drugače razpoložena in drugačnih pač odzivov. In zato moramo biti zelo prilagodljivi. In to mi smo dobili zadnja navodila v sredo zvečer in do danes zjutraj smo se pripravili, torej zelo hitro. Moram pa reči, da ministrstvo ni uspelo od začetka epidemije pa do prejšnjega tedna, to je 2 meseca, niso uspeli pripraviti navodil, kako odpirati šole. Jaz osebno, bi se prvi dan, ko zapreš šole, bi se že pripravil A, B in C scenarij, kako jih bomo odpirali. Oni pa to niso uspeli v 2 mesecih nagruntati, mi smo mogli pa to v 5 dneh, ali pa zdaj na koncu 2 dneh pripeljati. Tako da mi smo pripravljeni, kakršnekoli navodila bomo dobili, jih bomo odpeljali. Zdaj, a je to dobro ali ne, smo pa že, mislim, da v tem pogovoru kar nekaj stvari povedali pozitivnih in tudi negativnih. Katarina, pa še vaš pogled mogoče na to nekako napovedano kombinacijo učenja od doma in v šoli, če se bo potrebno tako odločiti jeseni. Bi se tukaj kar pridružila mnenju gospoda Gregorja. Mogoče bi pa ponovno rada poudarila to, da takšne odločitve lahko modro sprejema samo interdisciplinarni tim strokovnjakov, ki delujejo v praksi. In takšne odločitve bi po mojem mnenju sprejemali tisti, ki so pedagogi, psihologi, sociologi, specialni pedagogi, zdravstveni delavci, skratka, širši spekter različnih profilov, zato ker če izhajaš samo z ene perspektive, se zaciklaš in vidiš samo svoje. In na vseh nivojih bi mogli delovati v povezovanju. Tukaj bomo našli prave poti, prave odgovore. Ne sam zase, ne sam po svoji poti, kje se vse te stvari lahko prepletejo, da se najde prava rešitev. Tako jaz vidim. In strinjam se z Gregorjem, tako da če bo to potrebno, seveda se bomo tega držali. Samo treba se povprašati z različnih vidikov, a je to res nujno potrebno, kaj s tem izgubimo in kaj pridobimo. In tukaj nas ne sme voditi strah. Strah ne sme biti glavni kriterij vsega, da pol ena taka panika rata, zdaj pa vse zaprimo, pa vse omejimo zato, da bomo varni. To je iluzija, tega ni, tega v realnosti ni. Mi se moramo soočiti s tem, da živimo v svetu, kjer bomo s takšno situacijo, kot nas je zdaj presenetila, kjer se bomo s takšnimi situacijami konstantno mogli soočati. Kar pa lahko spreminjamo, je pa to, kako bomo s tem ravnali. To pa lahko naredimo. In zrelo ravnanje je v povezovanju in v iskanju modrih rešitev. Super, hvala za to v bistvu zaključno misel. Prišli smo namreč do konca našega pogovora, čeprav mislim, da bi lahko še kar nadaljevali in nam kar ne bi zmanjkalo. Ampak najlepša vam obema hvala za to, da sta bila naša gosta. Upam, da smo odgovorili na odprta vprašanja in obema, vsem nam želim veliko sreče naslednji teden ob vračanju v šole in vrtce in nadaljevanju izobraževanja od doma. Mi vas pa vabimo spet v našo družbo naslednji teden, v petek, ko bomo govorili o trajnostnem razvoju in zelenem okrevanju gospodarstva. Hvala vsem, imejte lep petek in bodite dobro. Nasvidenje. Ja.